Še ena zaostritev med Združenimi državami Amerike in Iranom, po nekaj dneh relativnega miru. Jordanija je ponoči prestregla 5 balističnih raket, ki jih je Iran izstrelil proti ameriškim silam na njenem ozemlju, v tem, kar so ZDA opisale kot centralno poveljstvo označilo za poskus presenetljivega napada, potem ko je predsednik Donald Trump konec tedna napovedal, da začasno ustavlja napade po 2 tednih spopadov. Za zdaj ni bilo takojšnjega vojaškega odziva ZDA. V ločenem razvoju dogodkov pa sta Združene države Amerike in Saudska Arabija izvedli skupne napade na milice, ki jih podpira Iran v vzhodnem Iraku. Po navedbah Centcoma, cilji so bili teroristi, ki jih usmerja iranska revolucionarna garda, ki so v zadnjih 72 urah izvedli 30 napadov z droni na ameriške sile in saudijsko energetsko infrastrukturo. Iraške sile ljudske mobilizacije, krovna skupina večinoma iransko podprtih milic, pravijo, da je bilo več njihovih poveljstev zadetih, pri čemer je bilo najmanj 20 borcev ubitih in 32 drugih ranjenih. In medtem, ko so letele rakete, je tudi diplomacija doživela še en udarec. Iran naj bi po poročanju zavrnil omanski predlog za skupni nadzor nad Hormuško ožino. Visoki iranski uradnik je obtožil Združene države Amerike in Saudsko Arabijo, da pritiskata na Oman, da bi uresničil njihove, citiram, nerealne načrte. Zavrnitev, o kateri poročajo, in ponovni napadi zdaj ogrožajo prizadevanja za oživitev memoranduma o soglasju med ZDA in Iranom iz prejšnjega meseca, zaradi česar so možnosti za diplomatski preboj vse bolj negotove. Zdaj je z nami v studiu človek, ki ima odgovor. Starejši dopisnik za Bližnji vzhod, Ariel Oseran. Spet v etru. Iraške milice streljajo, Hutiji streljajo, zdaj pa Iran, ponovno neposredno obstreljevanje iz Irana. Kje smo danes v vsem tem? Ariel, potrebujem, da orišeš celotno sliko okoli nas. Poglej, David, zdaj vstopamo v 6. mesec te vojne z Iranom. Zdaj se je spremenila, razvila v različna vprašanja, a na koncu ZDA in Izrael sta začela to vojno, da bi še dodatno oslabila iranski jedrski program in strmoglavila režim. Ampak o tem ne govorimo. Govorimo o Hormuški ožini. Govorimo o napadih na zalivske arabske države. Govorimo o zdajšnjih savdskih napadih v Iraku. Govorimo o Bab al-Mandabu. Ne govorimo o jedrskem vprašanju. Torej, se zdi, da Iran tukaj narekuje ton. Vendar pa lahko prepoznamo tudi ciklično dinamiko ZDA. Da bodo sprožili obsežne napade, nato pa jih v zadnjem trenutku prekličejo. Pusti prostor za diplomacijo in potem Iran nadaljuje napade in potem dobimo to. Zdaj, to ni prvič, da govorim o dinamiki, ki se je zgodila čez vikend. Bili smo tam maja, torej se morda ne zdi, da Iran narekuje ton. V resnici pa Trumpova administracija poskuša pridobiti čas, da se pred vmesnimi volitvami novembra ne zaplete v obsežne vojaške operacije proti Iranu. Zakaj? Ker bi to še dodatno destabiliziralo svetovno gospodarstvo. To bo zvišalo cene goriva v ZDA. Ta vojna je v Ameriki doma zelo nepriljubljena. In zato poskušajo preprečiti večje vojaške operacije, hkrati pa jih ohranjajo na nižji ravni. Mislim, da je to situacija, v kateri smo trenutno. Mislim, to je trenutno vprašanje. Bo Iran dovolil, da se ta situacija ohrani? Mislim, imate sporočila, ki prihajajo od ajatole, od vodje Hutijev, od iraških milic. Poslušajte govore Hezbolaha. Ne govorijo o miru ali spravi. Govorijo o večnem džihadu in maščevanju. Ali nam kaj uhaja? Mislim, kam lahko to vodi, razen v nadaljnjo zaostritev na neki točki? Poglejte, moramo ločiti retoriko od dejanj. Mislim, govorimo o tako imenovani osi odpora. Torej, njihov namen je nadaljevati svoj džihad, svoj odpor. In dokler obstajajo elementi, proti katerim se lahko upirajo, in to sta prisotnost ameriške vojske v regiji in obstoj Izraela, morajo še naprej nositi to zastavo. Zato vidim to retoriko bolj kot, veste, veliko se je govorilo o tem, kako je bila iranska mreža posredniških skupin razbita, da ni učinkovita. Torej, kar poskušajo pokazati je, da so še vedno pomembni, še vedno delujejo in kot eno povezano telo, vendar ne dvigujejo ravni vojaških operacij, v katere so vključeni na najvišjo stopnjo. Ne napadajo Izraela. Ne napadajo pomembne energetske infrastrukture v zalivskih arabskih državah. Razen Saudske Arabije.
In to pojasnjuje, zakaj smo videli zelo redko skupno ameriško-savdsko operacijo na več območjih proti proiranskim milicam v Iraku. Zdaj, ta vojna se je začela s skupnimi ameriško-izraelskimi vojaškimi operacijami. Zdaj vidimo skupne ameriško-savdske operacije. Jasno je, da se tukaj oblikuje os, tudi če Savdici zavračajo odprto diplomacijo z Izraelom. Toda to, kar tukaj vidimo, je regija, ki jasno vidi razmere. Zalivske arabske države se zavedajo, da ne morejo vzdržati teh stalnih napadov, bodisi neposredno iz Irana ali prek svojih posredniških skupin, brez odziva. Ali bodo ti odzivi zadostovali za vzpostavitev odvračanja v soočanju s Teheranom? To je zelo malo verjetno, kajti če pogledamo, kako zdaj imenujejo svoje operacije proti zalivskim arabskim državam, jih imenujejo operacija Zmaga, v nasprotju s tem, kako so imenovali operacije proti Izraelu. To je bila resnična obljuba. Zakaj resnična obljuba? Ker je Izrael napadal. Zato so prisegli, da se bodo maščevali. Ampak to ni več logika odzivanja. To je njihova zmaga. To je njihov trenutek, da v regiji vzpostavijo ta novi položaj. Vendar se še vedno vzdržujejo, da bi vojaške operacije dvignili na višjo raven in začeli popolne vojaške operacije. Ali imate vpogled v to, kako razmišljajo te zalivske države? Vem, da je pri Savdicih to zelo netransparentno, ampak glejte, v Izraelu, lahko bi rekli, in to je, veliko ljudi, izraža. Ta država je pripravljena znova iti v boj. Če verjamemo, da to nekaj pomeni, če bo to vodilo nekam, če je to del večje slike. Še en krog, še ena manjša operacija. Mislim, da bi bilo to trenutno težko prodati Izraelcem. Ampak država ima voljo, da se bori proti tej, osi, kot jo opisujemo. Kaj pa zalivske države? Ali imajo tam voljo do boja? Ali poskušajo v ozadju sklepati dogovore? Kaj lahko povemo o tem, kam želijo, da to vodi? Poglej, David, gre za vse to. Govorimo o 4 zalivskih arabskih državah, Saudski Arabiji, Združenih arabskih Emiratih, Kuvajtu in Bahrajnu, ki so izvedle napade proti Iranu na iranskem ozemlju. To je brez primere. Nikoli doslej nismo bili v takšni dinamiki med temi državami, ki bi bile v neposrednem vojaškem spopadu. In po eni strani morajo ohraniti svojo držo, po drugi strani pa slišim iz, naprimer, Združenih arabskih Emiratov. Zakaj Združeni arabski Emirati niso bili tarča? Prav. Bilo je to najbolj prizadeta država. Več kot Izrael, več kot katerakoli druga država. Zakaj? Kolikor vem, obstajajo dogovori med Abu Dhabijem in Teheranom, da bi se izognili tem napadom. Naprimer, v Iranu primanjkuje določenega blaga, morda prihajajo v Islamsko republiko z molčečim odobravanjem. To je nekaj, kar bi lahko pojasnilo to dinamiko. Torej, po eni strani te države poskušajo Teheranu sporočiti, da agresija Teherana proti njim ne bo ostala brez odgovora. Po drugi strani zavedajo se, da geografije ne morejo premagati. Še naprej bodo živeli ob Iranu, ki je pod tem opogumljenim, radikaliziranim režimom, ki pravi, da je enoten in da je vsaka operacija zmage. Z njim se morate zelo previdno spoprijeti. Torej, po eni strani kažejo, da ne bodo pustili iranskih napadov brez odgovora. Po drugi strani pa se vsaj nekatere države dogovarjajo z Islamsko republiko.